Da bi zajezili širitev virusa, se obnašajo, kot da je okužen vsak, ki ima simptome. Zato je ljudi v samoizolaciji veliko, pojasnjuje direktorica. Zdaj opažamo, da tisti, ki so bili pred enim tednom, mogoče 10 dnevi poslani na samoizolacijo, se jim je začelo stanje slabšati in jih tudi par do 5 do 10 pošljemo dnevno na pregled v bolnišnico. Zaposleni gredo o pojavu simptomov na testiranje, trenutno okuženih ni, jih pa 6 čaka v karanteni, da mine inkubacijska doba. Sicer pa Rozmanova opozarja na pomanjkanje zaščitne opreme. Racionalno uporabljamo tudi oprema, ki je za enkratno uporabo, jo razkužujemo in večkratno uporabljamo. Dobili smo tudi donacijo od Keko Equipmenta, neke maske, tako da se pač znajdemo, kar se znajdemo iz strani blagovnih rezerv, pa praktično nismo dobili še ničesar. Pod njihovo okrilje sodita tudi Dobski zapor in dom starejših v Trebnjem. Prav starejši sodijo v skupino z največjim tveganjem. Med 214 stanovalci, kolikor jih imamo tle v Trebnjem, v enoti Šmarjeta, nimamo potrjene okužbe s koronavirusom. Do današnjega dne je bilo testiranih 5 stanovalcev, vsi izvidi so bili negativni, vsi smo zdravi, tudi zaposleni. Spremenila se je organizacija dela, dosledno izvajajo higienske in preventivne ukrepe. Na prvem mestu je zaščita zdravja stanovalcev, trudijo se tudi, da jim po najboljših močeh olajšajo odsotnost svojcev. Moram reči, da so stanovalci ta ukrep prepovedi obiskov svojcev sprejeli z velikim razumevanjem. Omogočamo jim sedaj stike s svojci preko telefonskih pogovorov ali video povezav, tako da to kar dobro utečeno. Kako deluje, smo preverili tudi mi. Ena izmed stanovalk nam je tako pojasnila, kako potekajo njena jutra. Najmanj 3/4 ure telovarim sama individualno v svojih sobih. Potem že malo pride zajtrk. Po zajtrku pustimo medanje že stavila fizioterapeutka. V domu sicer izvajajo tudi pomoč na domu, a v zmanjšanem obsegu. Zaščitne opreme pa imajo trenutno dovolj.